Večkrat sem že omenila, da pri svojem delu pogosto uporabljam Googlove storitve oziroma izdelke. In če sem čisto iskrena, ne samo pogosto, ampak kar na dnevni ravni oziroma vsak dan. In sicer Google Drive uporabljam za hrambo vseh dokumentov, vseh fotografij in vsega, kar nastane pri mojem delu. Potem Googlove dokumente uporabljam za ustvarjanje novih vsebin za blog, za družabno omrežje in vsa druga besedila, ki nastanejo. Potem so tukaj še tabelce, ki mi pomagajo pri spremljanju vseh mojih statistik, pri načrtovanju novih objav za blog, načrtovanju novih objav za družabna omrežja, pri izdaji računov, pri pripravi ponudb in tako naprej. Zdaj, zakaj mi je pa ta Googlove storitve tako všeč? Ne samo zato, ker pač gre za Google, ampak ker so pač res odlične. Zdaj, zakaj so mi pa te storitve tako všeč? V prvi vrsti zaradi tega, ker imam proces v bistvu dosti avtomatiziran, kar pomeni, da prihranim ogromno časa. Druga stvar, ki ima veliko prednost je, da so vsi ti dokumenti v oblaku, kar na eni strani pomeni, da ne rabim skrbeti za dodatne varnostne kopije, v primerih, če se kaj zgodi z mojim računalnikom. In na drugi strani nisem vezana na posamezno napravo, iz katere dostopam do tega dokumenta. Se pravi, lahko do teh vseh dokumentov dostopam iz katerekoli naprave, kjer imam dostop do interneta. Skratka, kar nekaj prednosti, ki jih ponuja Google, in v tem videu ti pokažem nekatere predloge, ki jih uporabljam jaz, kako jih uporabljam. Če so ti všeč, jih lahko tudi ti vključiš v svoj posel. Pripravila pa sem tudi že predloge, ki jih lahko snameš, link pa bom seveda pustila spodaj. Prva predloga je torej koledar za načrtovanje objav na blogu in pa družabnih omrežjih. To je koledarček, ki ga uporabljam zelo pogosto in zmeraj načrtujem vse svoje objave za družabno omrežje in za blog v tem koledarčku. Tako da sem vedno na tekočem, katero vsebino moram kateri dan v bistvu pripraviti. S tem prihranim pa ogromno časa. Ti pa zdaj pokažem, kako izgleda. Tako, tukaj ti zdaj pokažem, kako izgleda ta koledar za družabno omrežje in pa blog, torej načrtovanje vseh vsebin. Najprej naj ti pokažem, da imamo različne te zavihke, in sicer to sedaj se nahajamo na namizju, potem pa za vsak posamezni mesec vse do konca leta 2019. Tukaj te postavke lahko pač po želji spremeniš oziroma preimenuješ glede na to, kaj potrebuješ, in se ti bojo avtomatsko tudi posodobile na vseh zavihkih v prihodnje. Potem, če gremo na maj, to je v bistvu koledarček za maj. In sicer začne se torej z 1. majem in zaključi z 31., kjer potem lahko načrtuješ vse svoje vsebine za blog v tem tednu, za Facebook objave v tem tednu, Instagram objave v tem tednu, LinkedIn, Twitter in tako naprej. Potem pa je tukaj desno imam še prostorček, kjer lahko dodam si opombe, naprimer, če naredim kakšno dodatno oglaševanje ali kakšen freebie ali kaj takšnega, ali dobim kakšno novo idejo, kaj bi še lahko, si dodam običajno tukaj med opombe. In potem je tudi to narejeno recimo za vsak mesec posebej. Tukaj je recimo primerček, ko je že nekaj izpolnjeno. Za boljšo preglednost imamo vse še v svojih barvah, tako da res hitro vidim, na katerem omrežju se nahaja katera vsebina. Druga predloga je za spremljanje uspešnosti na družabnih mrežjih oziroma za spremljanje teh osnovnih statistik, ki ti pomagajo, da vidiš, kaj deluje, kaj ne deluje, kakšna je rast na posameznem družabnem omrežju in tako naprej. Kako ta predloga izgleda, pa ti pokažem zdaj. To je spet eden izmed mojih najljubših templatov oziroma predlog, v katerem lahko spremljam svoje napredke na različnih omrežjih in pa na blogu. In tukaj imamo 3 zavihke, to so cilji, log in pa uspešnost. Zdaj najprej naj povem, cilji tukaj so cilji, ki si jih želimo zastaviti, in sicer napišemo vse cilje, naprimer za e-mail, za Facebook group, za Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest in pa LinkedIn. To seveda lahko po želji spremeniš in se bo spremenilo tudi na naslednjih 2 zavihkih. Napišeš pač cilje, ki jih želiš za e-mail, naprimer želiš 300 novih naročnikov oziroma želiš, da je tvoja baza naročnikov 300, potem da imaš na Facebooku 100,000 sledilcev, da imaš v Facebook skupini 500 posameznikov, da imaš na Instagramu
2000 sledilcev in tako naprej. Čeprav te statistike zame niso, vsaj te za družabno omrežje niso blazno pomembne, mi je fino vseeno jih spremljati, zaradi tega, da vidim, kako napredujem in pa tudi nekako, da vidim, kaj se dogaja, kaj deluje in kaj. Potem napišeš na začetku, torej začetno stanje, oziroma ga ne napišeš tukaj, se ti bo preračunalo samo. Zdaj tukaj že imam vstavljene podatke, zaradi tega, da vidimo, kako izgleda ta tabelica. In sicer imamo torej začetek in pa najnovejše stanje. Zdaj, vse te podatke bomo zapisovali na zavihku log. Pa če ga najprej pogledamo, ta log je torej, da napišemo datum in potem za vsako omrežje zapišemo te podatke. Zdaj, fino je, da to se izvaja nekako pogosto, ampak spet ne prepogosto. Na primer, enkrat na teden je čisto dovolj, lahko tudi enkrat na mesec. Zdaj, če se dogaja kaj posebnega, potem si zapišem tudi opombo. Na primer, če imam kakšen freebie, če imam kakšen oglas ali kaj takšnega, kar bi lahko vplivalo na te cifre in bi me mogoče zanimalo, zakaj je prišlo do takšne rasti, si tukaj napišem opombo. In ko tukaj v bistvu izpolnim to prvo vrstico, se na zavihku cilji, torej izpiše torej stanje na začetku in pa koliko manjka še do cilja, in pa potem, ko vpišem vsako naslednjo to vrstico, se mi tukaj pri najnovejše izpiše torej najnovejše stanje in pa koliko manjka še do cilja. Ko je cilj pač nič oziroma minus, to pomeni, da smo cilj, ki sem si ga v bistvu zastavila na začetku, torej ta cilj, tudi dosegla. Na zavihku log torej samo se piše v vsaki vrstici, torej je nov datum in pa nove vsebine za posamezno omrežje. Kar pa je meni še tukaj potem najboljše, je, da torej v bistvu vsak teden recimo izpolnim samo na zavihek log in potem na uspešnost lahko se mi avtomatsko v bistvu preračunajo in izrišejo te tabelice glede na podatke, ki sem jih vnesla torej v logo. In sicer pod uspešnost se torej šteje uspešnost po posameznem mesecu, torej kaj je bil ta mesečni maksimum in pa kako to raste iz meseca v mesec oziroma kakšna je torej mesečna rast. Glede na te podatke se pa potem izriše tudi graf, kar je zelo priročno, ker hitro lahko vidimo, kje prihaja do velikih skokov. Na primer, tukaj lahko vidimo, da smo iz septembra na oktober, recimo, to so zdaj seveda podatki, ki so izmišljeni, zaradi tega pač so tudi vsi podatki. Sem jih dodala samo, da lahko vidimo. Za primer, smo skočili recimo v e-mail listi iz 220 na 270, torej 50 novih naročnikov. In potem lahko pogledamo v bistvu, kaj se je dogajalo v tem času, da smo bili to uspešni in lahko to tudi potem seveda ponovimo. Oziroma ugotovimo, kaj deluje in kaj ne deluje. In potem enako za Facebook skupino, za Instagram, YouTube in Twitter, Pinterest. Zdaj, če katerega kanala ne uporabljaš, ga med cilji lahko enostavno zamenjaš za kaj drugega. Tretja predloga je koledarček za objavo že obstoječih vsebin. Gre za koledarček, ki je meni zelo olajšal delo. Namreč, kaj se mi je zgodilo, je, da sem recimo napisala en blog, v katerega sem vložila veliko časa, podala ogromno informacij, nato pa povezavo do njega objavila na primer na Facebooku samo enkrat. In seveda je ogromno ljudi, se ta povezava sploh ni prikazala na Facebooku, nekateri so spregledali, jaz pa nekako kar pozabila, da lahko še enkrat to delim na Facebooku čez nekaj časa. In je v bistvu zelo škoda, da te vsebine grejo mimo, ker bi marsikomu pa res prišle prav. Zato sem si ustvarila ta koledarček, kamor potem zbiram vse te linke oziroma vse te vsebine, ki jih želim še enkrat deliti v kasnejšem času in ne želim pač zmeraj jih iskati. In ko imam ta seznam vseh teh, kar želim vsebin še deliti, se mi enostavno generira koledarček za do konca leta, kjer se te vsebine enakomerno porazdelijo, kdaj je čas, da katero objavim. In mi prihrani res ogromno časa. Kako točno izgleda, pa bo najlažje, če ti kar pokažem. Tudi tukaj imamo različne zavihke, in sicer seznam vsebin, potem pa koledarčke za posamezne mesece vse do konca leta 2019.
Zdaj na seznamu vsebin imamo nekaj stolpcev, in sicer vsebine za repost. Tukaj torej dodam v bistvu vsebine, ki jih želim ponovno objaviti, torej kaj želim napisati, lahko so direktne besedila, ali pa pač samo naslovi, ki jih želim ponovno objaviti. Potem pa imamo call to action oziroma kaj želiš, da nekdo, ki potem to vsebino vidi, tudi naredi, ga pozoveš. Zdaj, jaz v mojem primeru včasih imam kar linke, ker želim, da prebere ta blog, ali pa pač lahko napišeš si točno določen ta CTA, kar ti bo še dodatno olajšalo delo, sploh če je tega več. Potem na desni strani imamo pa praznike in pa vsebino za praznike. Zdaj, če za posamezni praznik ne želiš deliti vsebine na levi strani, potem zapišem pod vsebino za praznike pač to vsebino, ki jo želim deliti za praznik. Ne vem, za božič recimo želim namesto te vsebine deliti neko voščilo. Tukaj torej si načrtujem vsebino za te praznike. Zdaj, v teh koledarčkih se potem te vsebine enakomerno porazdelijo. Zdaj, na dneve, ki je praznik, če je ta vsebina izpolnjena, se bo izpolnila ta vsebina, če ta vsebina ni izpolnjena, se bo izpolnil prostorček iz tega delčka. In če gremo recimo kar na maj, zdaj kar imam jaz že tukaj te vsebine izpolnjene, tukaj je prostora za 100 vsebin oziroma do 100. vrstice. Ker imamo to izpolnjeno, se potem izpolnijo avtomatsko tudi vsi ti meseci. Tako imamo recimo za vsebino za maj recimo že lepo dopolnjeno. Zdaj, za praznike imamo potem pa že dodano vsebino. Potem za junij mi potem manjka še vsebina, ki jo moram dodati torej na zavihek seznam. In ko bom dodala tukaj dovolj vsebine, se bo izpolnil tudi ta koledar. Potem četrta je za izdajanje računa oziroma četrta predloga mi pomaga pri računih, in sicer imam tabelico, kamor vpišem vse podatke, komu je račun namenjen in pa kaj bi naj pisalo vsega, in ko poženem en programček, se mi enostavno generira PDF račun. To je pa predloga za račun, in sicer v tej tabelici vodim torej vse podatke glede računov. Vsaka vrstica je en račun in pa vsak stolpec je določen podatek. Na primer, številka računa, datum, file name, to je ime PDF-ja, ki ga želimo zgenerirati, potem je ime, naslov, davčna številka, poštna številka in tako naprej, od tega, kar želim izstaviti račun. Potem pa imamo storitve, in sicer je za vsako storitev so 3 stolpci, in sicer opis storitve, količina in pa cena, na podlagi katerega se potem izračuna končna cena. Na koncu potem lahko dodam še popust, če pač je primeren, koliko je to skupaj, DDV in pa koliko za plačilo. Potem imam stolpec plačano, torej ali je to plačano ali ni plačano. Zdaj, če ni plačano, potem tega polja ne izpolnim in se obarva rdečo. Če je plačano, pa zapišem datum, kdaj je bilo to plačilo prejeto, in stolpec oziroma celica se obarva zeleno, tako da že imam takoj na prvi pogled vidno, kateri računi so plačani in pa kateri ne. Zdaj, ker je ta račun že zgeneriran, torej testen račun, so tudi ti zadnji stolpci že izpolnjeni. In ko imam pač to nekako izpolnjeno, vse podatke za račun, jih pač enostavno potem poženem en programček, ki mi omogoči, da se generira še PDF iz vseh teh vnesenih podatkov. Tako, in izpolnijo se v bistvu tile zadnje 4 stolpci, kjer vidimo tudi to ime, kjer lahko s klikom na to se nam odpre pač torej ta račun, ki smo ga zgenerirali. Zdaj, ta PDF se generira na podlagi predloge, ki jo lahko dobiš, če se odločiš, da kupiš to predlogo. Potem pa še zadnja predloga, ki ti jo danes pokažem, je za kreiranje ponudb. Ponudbe lahko, če jih kreiraš vsakič znova in znova, vzamejo ogromno časa. Zato sem si v bistvu pripravila spet eno tabelico, ki jo vnesem vse potrebne podatke, in s klikom na en programček v bistvu avtomatsko se mi iz te tabelice potem generirajo PDF ponudbe, ki jih potem še samo odpošljem. Da bo pa vse lažje, pa ti seveda tudi to pokažem, kako izgleda zdaj. Tako, zdaj zelo podobno kot računi se generirajo lahko tudi ponudbe.
In sicer je zelo podobna, torej vsaka vrstica je torej ena ponudba, vsak stolpec pa je nek nov podatek. In sicer v prvem stolpcu je, ali je ponudba bila potrjena in se bo izvedla ali pa pač ne. Zaradi tega, da lahko potem projekte lepo naprej tudi planiram oziroma rezerviram čas za to potrjeno ponudbo. Potem določiš številko ponudbe, file name, to je ime PDF-ja, ki se bo generiral. Potem je opis nekega paketa, ponudba za katero podjetje, torej je ponudba napisana, datum, kdaj je bila izvedena, kdaj lahko izvedemo, kaj potrebujem kaj v ceno ni všteto, torej potem pa so storitve. In sicer prva storitev je torej naslov, je torej kratek naslov storitve, potem je opis in pa cena. Zdaj, te podatke bomo potem šli še na primeru pogledati, tako da bo bolj jasno. Potem imamo podatke za storitev 2, storitev 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in pa storitev 10. Zdaj, če želimo dodati popust, lahko dodam tudi torej popust in pa seveda DDV pa cena. Cena skupaj se zračuna na podlagi vnesenih podatkov. Tale formula se potem samo kopira. Zdaj, če uporabljaš pri svojem delu, torej da ti nekdo plača vnaprej, potem lahko vpišeš besedilo, kdaj je ponudba potrjena in v kolikšnem delu se vplača vnaprej. In pa kakšna je to vrednost, se pa zračuna v bistvu avtomatsko, glede na procent, ki ga vpišeš torej tukaj. Zadnji stolpci so pa spet se zgenerirajo, ko zgeneriram ta PDF. Ponudba ima tukaj torej tudi direktni link do tega PDF-ja. In sicer torej to je ponudba, je naslov in pa številka ponudbe, to je ta kratek opis, potem pa podjetje, za katerega je ponudba pripravljena, datum, koliko časa potrebujem za izvedbo, kaj pred izvedbo vse potrebujem, kaj v CETO ni vštetno, plačilo in torej akontacija, kakšni so torej načini plačila oziroma kako se plačuje, in pa kaj je v ponudbo vključeno. Zdaj, vse te zadeve se avtomatsko generirajo in spreminjajo iz PDF-ja v PDF-ja, tako da ti v bistvu za to ni potrebno skrbeti. Potrebno samo izpolniti vse podatke v tej tabelici. Torej, to je teh 5 osnovnih predlog, ki jih uporabljam vsak dan. Seveda še jih je nekaj več, ampak to recimo je 5 teh, ki mi res ogromno pomagajo in prihranijo ogromno časa. Zdaj, če so ti te predloge všeč, seveda lahko kombiniraš v svojem biznisu. Če dobiš kako dobro idejo, če se ti ne da ukvarjati s tem, da si narediš te svoje tabelice in poiščeš vse te prave formule, pa sem ti pripravila tudi za vsako template, ki ga enostavno lahko kopiraš na svoj drive in pa začneš uporabljati. Če so ti takšni videi všeč, te vabim, da klikneš like, se naročiš na moj YouTube kanal in se vidimo naslednjič. Čau!